Dobro se začenja ta video. Sem posnel 20-minutni klip, tle ki jem, razlagam. In je crknila baterija in se je zbrisal cel klip. Tako da v glavnem, košo folk in dobrodošli v nov YouTube video. Ko ste prebrali iz naslova, danes imamo full day of eating na bulku. Današnji full day of eating je na 3800 kalorijah, tako da smo že v, bi se reklo, malo višjih predelih količine. Tako da tukaj sem imel dve jajci z 100 gramov oziroma mililitrov beljaka. Tukaj pa sem imel 150 gramov ovsenih, 20 gramov beljakovin, eno banano in pa 100 gramov borovnic. Na začetku leta folk jaz kaj bi dal, da bi lahko jedel 150 gramov ovsenih, ko sem bil tam na koncu kata in zdaj res uživam v tej hrani. Sem še vedno pač na točki, kjer je apetit visok, res pojem hrano, ne samo da jo pojem, ampak pač jo pojem z guštom, z okusom. Kaj imamo še? Klasika, kofi, zjutraj garbi, potem tukaj, kot se vidi, sem si dal šumeče tablete, in sicer šumeče tableto magnezija in pa vitamina C. In zdaj, če gremo na hitro skozi prehranske dodatke, imamo omega 3, kalcij, potem imamo ta vitamin D3 plus K1K2, v bistvu neka kombinacija z samo vitaminom D3, ker zdaj z tem, ko se poletje končuje, s tem koncem poletja, ki ni bil preveč sončen, bi se reklo, zdaj počasi proti zimi bom postopoma dvigoval količino vitamina D3. Jaz osebno pridem tam v najbolj mrzlih obdobjih z najmanj sonca. Pridem največ do nekih 8000 teh IU-jev. Potem imamo NAC, vitamin B12, cink in pa železo. Tako da, kot ste videli, res koliko pač od samega začetka uporabljam stvari, takoj zjutraj od Jim Beama. Za jajce imam tisto njihovo avokadovo olje, potem riževe beljakovine, vsi te dodatki tukaj, magnezij in vitamin C, tako da res pač sem sponzor do njih, ampak uporabljam full njihove izdelke, ker so res pač top of the line, top shit in mi pridejo full prav. Tako da, kot vedno folk za Jim Beam supplemente, oblačila, pripomočke za telovadbo, karkoli. Tako da max 5. Tako da to je bil obrok številka 1. Sem se zbudil kar pozneje, tako da moram zdaj kar hitro nekako nadomestiti te obroke v tem časovnem obdobju, pač ko si na takšnih kalorijah, jaz zdaj imam, boste videli, razdeljeno v 5 obrokov. Treba jesti, še posebej tako, če se zbudim malo pozneje, vsaki 2 uri, tako da preden pa, ko se vidimo na naslednjem obroku. Folk, danes na dan objave tega videa, ne vem kdaj gledate ta video, ampak jutri, torej 7. september ob 11:00 je prvi drop od FMF brenda, tako da prvi link v descriptionu, imaš link do spletne strani od FMF-a, če to gledaš danes v sredo, ali če gledaš pozneje, ko je ta video objavljen. In folk, se vidimo na obroku številka 2. Obrok številka 2 spreman, to je tudi obrok pred treningom, tako da tukaj imamo 130 gramov pašte, a.k.a. testenin, 100 gramov tune v lastnem soku in pa 200 gramov tiste res čiste paradižnikove omake. Zdaj je že skoraj ura 2, tako da počakam do enih 3 in se potem začnem pripravljati za trening in da vam pokažem intra-workout, ki je tudi del celotnega dneva prehranjevanja. Moram narediti funnel z papirjem, tako da, kot sem rekel, cluster dextrin, 50 gramov cluster dextrina, ki so pač čisti ogljikovi hidrati. 50 gramov tega cluster dextrina, ki pride približno 200 kalorij. Tako da to je, bi se reklo, moj obrok
oziroma moja hrana med treningom in zdaj, odkar imam pač višje kalorije in si lahko privoščim tudi te kalorije med treningom, sem pač ful sem opazil, koliko je boljši, še koliko je boljši pump, koliko več časa drži pump, tako da ta intra-workout je res game changer v tem bulku. Glede pre-workouta pa bom vzel popolnoma normalen steam free. To pa zakaj, ker danes imam hrbet, treniram hrbet, tako da na hrbtu mi paše steam free, tako da je več teh pump ingredientov, se rad malo bolj napumpam z pre-workoutom. Ta steam free, to pa je važno, pač nima kalorij, ne? Ker nima vitarga, tako da ta je zero calorie. Pre-workout in pa kreatin si zmešam in takoj spijem. Ta intra-workout si pa tudi zdaj tukaj zmešam, si dam še led in potem imam to za spiti skozi celoten trening. Ta je skoraj 2 litra, tako da jaz med treningom spijem easy več kot 2 litra tekočine, kar je res pozitivno skozi celoten trening. Tako da evo, to je to. To je pre-workout, intra-workout stack in se vidimo, ko se vrnem iz tega back daya na post-workout shake. Ok, evo mi iz treninga. Vse skupaj imamo 400 ml ovsenega oziroma mandljevega mleka. Zdaj bom jih zmešal oba dva. 200 g gozdnih sadežev, zamrznenih. Eno celotno banano. Tukaj imamo rižev beljakovino Jim Beama in sicer 35 g, kar je en skup, en malo večji skup. In nazadnje še 50 g mandljev. Evo ga, damo mikser. Desi. In evo ga, shake zaključen. Skoraj 900 kalorij, easy, down the hatch, 5 minut za spiti, oziroma 5 minut za pripraviti, 5 minut za spiti. Tako da to je res meni must have po treningu, da je hitro, efektivno. Tako da ja, zdaj, kot sem rekel, danes glede na svoj time schedule za obroki malo zamujam. Not optimal, ki sem se zbudil malo pozneje. Čez 1 uro si začnem kuhati, pripravljati. 4. in pa 5. obrok skupaj, torej oba dva, 4. in pa 5. obrok sta riž in zelenjava plus neko meso. To je edina stvar, ki si jaz osebno prepam, riž in pa zelenjava za potem tudi 5. obrok, tako da si to skuham skupaj. Se vidimo na 4. obroku. Evo ga, kot rečeno, 4. obrok spreman. Riž, korenje, grah. Imamo 100 g riža in vse skupaj 150 g zelenjave v tem in pa v naslednjem obroku. In še 150 g piščanca. Tako da to je meal številka 4. Macros and calories trenutno on the screen. Vse se je malo zavleklo, tako da ura je 8. 4. obrok zdaj ob 8. In potem recimo, da bo zadnji obrok nekje okoli 9:30 danes. Še vedno pred kompjuterjem sem malo delal večerni editing work in evo ga, zadnji obrok je spreman. Kot rečeno, 80 g riža, tisto, kar je ostalo od zelenjave od prejšnjega obroka, in pa mlado goveje stegno, tukaj 130 g je ta zrezek, samo še z tem magnezijem,
ki ga vzamem pred spanjem, tako da z magnezijem se suplementiram čisto zjutraj, ker načeloma pomaga pri boljši absorpciji nekaterih drugih suplementov, ki vzamem zjutraj, in pa zvečer v nekako smislu regeneracije telesa, ki poteka skozi celotno noč. Tako da je trenutno on the screen total calories in makros za današnji full day of eating. Če se ne motim, sem malo presegel 3800, ampak nič za tem, pač presegel sem ga z dobro hrano, tako da na bulku raje 50 kalorij več, kot pa 50 kalorij manj. Tako da, kot ste videli, res keeping it simple, zdrava hrana, čista hrana in mi pomaga pri tem, da bom pridobil v tem trening arku čim več nove mišične mase, ki je do zdaj nisem imel. Zaradi tega so res te bulki toliko pomembni, ker to je pač sezona, v kateri ti napreduješ. Ne kokataš, ker kokataš res ti samo v bistvu, bi se reklo, očistiš to, kar si delal v bulku, se znebiš vse maščobe in vidiš, kaj si zgradil. Če že mogoče tudi kot natural si ukradeš malo napredka, malo zgubiš mišic v procesu kata, tako da ta bulk, to je res najpomembnejša stvar. In ga je treba nekako bulk, če že vzamem, še bolj resno kot pa kat, ker kot sem rekel, to je obdobje, v katerem se napreduje in od tega, kakšne hrane izbiraš, količinsko, kako napreduješ, glede moči, kako treniraš, če napreduješ, vse te stvari so zelo pomembne. Kako se regeneriraš. Vsake 3 dni imam, oziroma vsake 4 dni je res day, pa še to ni dovolj, res pušam limice z intenziteto in moje telo rabi res veliko regeneracije. Tisti res day pride full prav. Čeprav meni mentalno mi ne pride prav, ker je težko dan brez treninga, ampak vem, da pač za moj napredek je to zelo dobro. Približno 4 mesece v tem bulku in napreduje zelo dobro, tako da bomo videli, kaj se bo še naredilo do konca tega bulka, ki pa bo trajal še kar nekaj mesecev. Če ti je video bil všeč, bi ful cenil, če bi ga podprl s kakšnim lajkom, komentom, subscribom. Prav tako, če si prišel do konca tega YouTube videa, dropi v komente emoji katerekoli hrane, ki sem jo pojedel danes. To je to od mene, folk, za ta YouTube video in kot vedno se vidimo naslednjo sredo ob 6. v novem YouTube videu.